Na okoljskem dnevu gospodarstva, ki ga je v počastitev Svetovnega dne varstva okolja organizirala Služba za varstvo okolja GZS, so razpravljali o razširjeni odgovornosti proizvajalcev in izzivih implementacije novih zahtev o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Na posameznih primerih iz prakse so prikazali, kako se na zahteve nove zakonodaje o odpadkih in plastiki odzivajo podjetja. Predlog nove zakonodaje o razširjeni odgovornosti proizvajalca bo določen v Zakonu o varstvu okolja, ki bo predvidoma danes ali pa v tem tednu šel v javno obravnavo. Te določbe pravzaprav določajo oziroma prenašamo spremenjeno direktivo, krovno direktivo o odpadkih, kjer je Evropa določila minimalne pogoje za izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca. V tem novem osnutku, teh novih določbah za razširjeno odgovornost proizvajalca bomo določili proizvajalce proizvodov, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalcev oziroma kakšne so njegove naloge, potem organizacijo proizvajalcev, če bo šlo za skupinsko izpolnjevanje obveznosti, kakšno okoljevarstveno dovoljenje mora dobiti oziroma dovoljenje za izvajanje nalog te organizacije, tudi pogoje in naloge te organizacije. Potem bomo določili koordinacijski center in njegove naloge v primeru pojavljanja več organizacij za skupinsko izpolnjevanje razširjene odgovornosti proizvajalca in pa seveda tudi informacijski sistem, da bo to vse beležil in da se bo dalo koordinirati, peljati, slediti in tako naprej. Prav gotovo je prvi izziv, da zagotovimo varnost izdelka. To je naša prva naloga. Druga je seveda, naš proizvod moramo spakirati v takšno embalažo, da zdrži do konca roka trajanja pri našem potrošniku. In pa seveda želimo biti tudi okolju prijazni. Ampak vedno je na prvem mestu dejansko zagotovitev, da je izdelek korekten, nepoškodovan in do konca roka trajanja za našega potrošnika primeren. Mi res želimo, da je embalaža taka, ki se jo da nekako ali ponovno uporabiti ali reciklirati, na nek način obdelati, da ne obremenjujemo našega okolja. Krovna direktiva o odpadkih, ki je bila spremenjena v lanskem letu, nekako prinaša tudi nove definicije in pa zahteve za sisteme razširjene proizvajalčeve odgovornosti oziroma tudi posredno tudi za proizvajalce. In med drugim je ena od teh tudi ekomodulacija finančnih prispevkov, ki jih vplačujejo proizvajalci za pokrivanje stroškov zbiranja in pa ravnanja z odpadki, ki nastanejo iz njihovih izdelkov. Ekomodulacija pomeni, da tisti, ki proizvajajo aparate, ki so sprejemljivejši za okolje, plačajo manj in tisti, ki proizvajajo aparate, ki so za okolje bolj obremenjujoče, plačajo več, torej bonus malus sistem. Zdaj, ekomodulacija seveda bo mogla tudi na osnovi smernic, ki jih pripravlja Evropska komisija, biti harmonizirano, implementirana in izvrševana na področju celotne Evropske unije. Hkrati pa seveda je pa pomislek predvsem ta, ali bo ta vpliv ekomodulacije na višino teh prispevkov, finančnih prispevkov proizvajalcev tolikšen, da bodo proizvajalci dejansko začeli spreminjati koncepte v razvoju, v ekodizajnu njihovih proizvodov. Glavni kriteriji, pri katerih bi se pa morali upoštevati pri tem, so pa seveda nanašajo predvsem na trajnost uporabe, se pravi podaljševanje uporabe določenih proizvodov, potem reciklabilnost teh aparatov in pa popravljivost teh aparatov. Torej, moramo omogočati tudi, da bodo ti aparati čim bolj dostopni, tudi sistemu servisiranja, da bo dostopna tehnična dokumentacija, da bo možno nalagati na informacijske naprave vedno znova tudi novo programsko opremo, da bodo priklopi na te naprave standardizirani in tako naprej. Torej, to so tisti ključni kriteriji, ki bodo v prihodnjih letih zaznamovali tudi ekomodulacijo finančnih prispevkov proizvajalcev. V podjetju smo se odločili za en projekt, ker smo želeli predvsem osvestiti ljudi, kako pomembna je uporaba trajnostnih materialov oziroma trajnostnih izdelkov, ki so namenjeni večkratni uporabi. Zato smo se odločili zamenjati skodelice za enkratno uporabo z skodelicami za večkratno uporabo in tako smo v bistvu v podjetju naredili ambasadorje, ki bojo lahko naše gibanje prenesli potem naprej v svet. Moram reči, da se k našemu gibanju pridružilo več slovenskih podjetij, predvsem tistih, ki živijo enake vrednote kot mi, se pravi, da jim je mar za okolje in za naš planet.